Nikoli se nisem mislila, da bom o tem govorila, ker je to meni kar težko. Preživela sem. Jaz pa Mika smo nazaj v Ljubljani, čaka naju še 3 dni pred mojo operacijo. Mama mi je že dala par stvari zraven. Ko mi bojo prav prišle za po operaciji, ko ne bom smela nič takega jesti. Verjamem, bom še sproti, ker gotovila, kaj lahko, kaj pa ne. V glavnem, tu imamo špinače. Imamo tu ogromno tega pireja bučkinega, tako da bučkina juha bo definitivno. In ja, nekaj zaloge že imam za smrzovalnik. Cel dan sem montirala, da moram iti kupiti te flaše za delati mezgo, ker bom še mezgo delala. Pa polno tukaj. Miki moram iti tudi hrano kupiti, tako da grem najprej to, pol pa pošaljce za mezgo. Vse zadnji cajt. Meni flaš nimajo. No. Danes sem delala še več omake na streamu in vam pokažem eno tragedijo. Zavrela mi je mezga, zdaj pa ne vem. Lani sem čisto isto delala, ampak da sem malo manj cajta kuhala. Mogoče vseeno bolj ziher, da še skuhaš, pol ko že nafilaš, da skuhaš kozarce isto, ko recimo ko vlagaš. Ali pa ker je še vedno ful vroče v stanovanju in je mogoče zavrelo, ne vem, mogoče bi mogla do hladilnika, ker ni še hladnega prostora. Dala sem na temni prostor, ampak ja, ne vem. Tako da zdaj to novo bom v bistvu res dolgo kuhala, pa bom jutri še kozarce skuhala. Malo sem žalostna, ker pač ves trud pa material je šel v nič. Ampak, tudi tako se učimo, ne vedno vse rata. Dobro jutro, danes je četrtek, jaz sem po konci od 8. Stuširala sem se, glavo spravila, ker sem mogla nekaj posnet, nekaj sem mogla popraviti za en video in zdaj to zmontirati. Sem pa tudi objavila prvi video s Samsungom na Instagram in tukaj se je zdaj dogajalo, da nisem niti dojela, koliko mi to pomeni oziroma kako je to nekaj kar velikega za mene, ne glede na to, da pač od nekdaj imam Samsung, snemam vse, pač ustvarila sem ta YouTube kanal Samsungov, še vedno ga. In sem tako, nisem čisto dojela, da je to kar taka velika stvar. Kolikrat sama sebe malo bom rekla, točem dol, pa si mislim, ne delaš dost. Včasih si mi zdi, da si neke stvari ne zaslužim, pač ne vem, tako malo. Imam sigurno krize sama pri sebi in pol, ko tako pogledam nazaj, pa sem da bi jaz povedala, da bi jaz to že, rečemo, 2 leti nazaj, 3 leta nazaj rekla, da bo res, ali pa videla, da se mi to dogaja, bi bila ja, ali pa pač ful bi bila ponosna, vesela in se mi zdi, da so občutki, da bo vse v redu, da vse prav, malo si pod stresom, bolj močni, kot pa to, da se zavedaš, se vstaviš pa zavedaš, ampak ja, težki cajti so bile zdaj in sploh nisem o tem razmišljala, ni bilo onega pravega občutka, zdaj, ko pa sem to objavila, pa je že malo cajta šlo mimo, kako dobro. Tako da ja, hvala, ker me gledate, Ok, zdaj pa imam v bistvu 1:45 do streama, glede na to, da sem že spravljena, naličena, imam cajt, tako da bom šla v trgovino, da mi pol ne bo treba. Pol moram pa itak še nekaj posnet kasneje, tako da ja, grem v trgovino, po par stvari, danes je zadnji dan, ko lahko jem normalno hrano, tako da danes bo pica na sporedu po moje, pa po moje sem šla v Hofer kupiti ono moje štručko. Nekaj cajta ne mogla jesti, zuzad. Ja, danes bo dober dan.
Dober dan. One last time. Ja, domov. Jaz sem že ready za stream. Čez 2 minutki štartam. V glavnem, kaj sem kupila v Hofru. Te robčke rabim, ker jih uporabljam za obraz. En malce sem si kupila vrečke, živilske pa te velike vrečke, banane, ker bom jih verjetno dosti jedla s pistacije, te bom danes pojedla ali pač, ko bom jih lahko. Te palčke za uho, gobovo juho, avokado, proteinski puding, humus. Te hrenovke sem kupila, ker mogoče, če mi rata jih nekako speštati, jih lahko mogoče jem. To sem pa kupila, pa bom dala zmrzalnik, se pa te italijanske klobase. To sem že večkrat videla v kakih receptih, ampak v trgovinih pa nisem zdaj videla, vas nekla, te moram vzeti, pa jih bom dala zmrzniti. V bistvu nimajo prav vitka, oziroma so bolj kot neko mleto meso, ampak imajo malo več okusa. Pa eno malo alpsko mleko, zdaj moram pa streamati. 6-urni stream je končan. Kaj me bo najbolj veseli je, da se sončni zahod prestala in zdaj počasi sonce zahaja sred hriba. Torej mi ta stavba ne več zakriva pogleda na sončni zahod. Nikoli ne ponavadi streamam tak cajt in ne vidim sončnega zahoda. Ampak zdaj moram nekaj posnet. Ja, Mika! Posnet moram še nekaj, preden da ne bom sposobna, torej za EM. Za posnet. Objavila sem se za Samsung in sem vesela in vi ste tako prijazni. Glih sem rekla na Twitchu, da pač zadnje cajte tako čutim to ljubezen do YouTubea, čutim vašo prisotnost na YouTubeu in tako ste razumevajoči, tako ste, ne vem, tako ste ljubeči, tako ste vse, kar pač si lahko želiš za svojo skupnost in hvala. Evo, prišel je dan, ko imam dentalno operacijo. Ok, Jasmina je z prihodnosti tukaj, še vedno imam šive not, tako da če čudno govorim je za to. Jaz sem si vmes premislila in sem se odločila, da vam povem mojo celotno zgodbo glede zob. Ne bom zavlačevala, samo hočem vam povedati, da je to meni, si nikoli nisem predstavljala, da bom to komu predvsem javno povedala, ker me je vedno bilo ful strah, sram, take malo travme imam od teh problemov z zobmi. Nikoli si nisem mislila, da bom o tem govorila, ker je to meni kar težko še vedno. Se mi zdi, da če pomagam par osebam, mogoče eni, ker se mi zdi, da to ni tak redek pojav, je vredno. Poleg tega nočem dati tej moji travmi moč in se mi zdi, da če govorim o tem, se bom tako malo prvi življenje zadihala, ker se tega tiče. Vem, da so hujše stvari v življenju, samo hočem iz svoje perspektive govoriti o tem, ker je ful vplivalo na mene v moji otroštvu, mladosti in še vedno v bistvu. Upam, da se nam jokala, ampak sem tik pred menstruacijo, poleg tega sem malo bolj jokava, tako da, ja, mi že gre na joko, govorim o tem. Jaz sem bila rojena brez dvojkic, torej dvojkice so te. Ne morem vam bolj pokazati, zato ker imam šive not. Govorim o stalnih zobeh. V bistvu eno dvojkico sem imela, ampak je bila čisto deformirana, sploh ni zrasla, so mi jo mogli ven zrezati, torej odrezati tlesen spulit. In pol je mogla pasti odločitev, a damo vse zobe skupaj in bojo trojkice pri enkicah, ali pa naredimo plac za implantate. To so te vsadki z v bistvu šrafe dobiš na to kost in pol nastavke, malo bolj invazivna dentalna operacija. In ker sem bila še pač zelo mlada, ne, so se moji starši in jaz smo se odločili, da je bolj pametno, da dobim jaz vsadke, da ne bom brez zob. Trojkice imam še kar špičaste take in se mi zdi, da bi se videlo in nismo tega hoteli. Seveda to je samo plačniško, tako da imamo vsadke, dvojkice, zdaj pa zadnje par let sem začela dobivati težave, zato ker ko ti nimaš dvojkic, ko ti nimaš zoba že v originalu, nimaš zoba not ali pa tam, ko so mi ga spulili, ni dosti kosti. In čez cajt se mogoče tako še bolj obrablja oziroma je še manj kosti in bolj tudi dlesni so se mi začele dvigovati, pa se je začelo bolj videti, da imam vsadke in sem malo bolj tudi bila, opazila sem, pa skrivala sem spet in sem bila spet tam. V glavnem, opažati se je začelo, vnetje jaz sem konstantno dobivala, tako me je bilo strah poklicati kirurgov, ker sem se bala, da mogoče ne morajo kaj narediti, da ne vem, da bo pač zavedno tak, pa tudi pač finančni zalogaj. In no, končno zdaj sem šla na operacijo in zdaj upajmo, da se to prime, upajmo, da bo vse cool.
To je tako na kratko, zdaj pa gremo nazaj spet. Pauza. Torej, če gremo nazaj, a ne, imaš mlečne zobe, počasi ti začnejo izpadati, ne vem, koliko sem bila stara, koliko si star, osnovna šola, ko ti začnejo izpadati. Najprej si vesel, a ne, ful dobro. In bolj ko naenkrat, no, vse zobe sem že bolj ko ne imela, enkice sem imela, drugi zobi so mi že zrasli, dvojkic pa kar ni bilo, a ne, in je že bilo malo čudno, sem že bila malo prestara, da ne bi imela dvojkic. To je bilo mislim, da okoli četrti, peti razred, ko sem začela biti pač ono, okej. Ampak čudno, da mi zobozdravnica nič ni rekla. To je res čudno. V glavnem, pač tak doma, ne, smo bili ono, okej, nimam dvojkic, zakaj ne? In takrat so se začele tudi te težave, ko se začneš obremenjevati, ne, ker si ono, jaz edina nimam zoba, ne. Tako je v šoli in te zbadajo, ne, če nimaš zob, mislim. Zbadajo te tudi, če si perfekten. In potem sem zagotovila, da je to ni normalno in sem začela ful skrivati, ampak je bilo itak težko, pač dvojkice so mi manjkale. S tem sem se res ful obremenjevala, sploh predstavljaj si v puberteti, ko se itak obremenjuješ z videsom, hormoni ti šibajo, cel svet se ti obrne na glavo in pol greš počasi v srednjo šolo in tak naprej. In ti nimaš fucking zob. Itak so me tudi zabavali, se ni smešno, ampak spomnim se, ko mi je fant rekel pri športni, ne vem kaj, neki smo se skregali in mi reče, kaj ti, ko imaš s fračo nastreljene zobe, se je bilo smešno, kar je rekel, sam ni smešno, meni ni bilo smešno. Še zdaj vem, kdo je bil. I see you. Enkrat se spomnim, ko smo bili na izletu in mi reče ena kolegica, temu si všeč, ampak pa sem ono zobe, a ne, rekla, ja. Kdo hoče to slišati, no ben? Vse sem vedela, to je zdaj ful, mislim, meni to ni zdaj pomembno, a ne, pač vem, da smo ljudje več kot vides, ampak v najstnici meni je bilo ful težko, a ne. Itak sem bila že ful sploh sramežljiva, pa ne samozavestno, to je bila pač itak pika na i, a ne. In itak takrat še nič nismo mogli narediti, ker moraš ti odrast, mora se ti cela glava razviti, čeljust, premlada sem bila, da bi karkoli naredili. In pol v srednji šoli, itak, spet neka prelomnica, ti greš v srednjo šolo brez zob, si predstavljaš, ne. Ja, jaz sem se vedno tako smejala, vedno. Tega ne smela smejati pred menstruacijo. Že 2 dni sem tako čustila. Takrat moji bližnji prijatelji so itak vsi vedeli, veliko kdo pa sploh ni vedel. Moja familija je vedela, moji bližnji prijatelji, tudi zdaj recimo, ko koga nam da na nos poznam, če mi ni ful blizu, ne vejo niti, ker pač nočemo tem govoriti. In pol sem dobila aparat, smo šli v ortodonto, sem dobila aparat fiksni in so mi začeli vleči zobe na stran in mogla sem nositi tudi oni zunanji aparat zaradi ugriza in res sem bila pridna, jaz sem ful pridno to nosila, ker sem bila, zobe, končno in se nekam premikam, ampak to je trajalo 3 leta. 3 leta sem imela aparat, ali še malo več, ampak takrat sem imela vsaj izgovor, zakaj skrivam svoj nasmeh, ker sem imela aparata, ne. Mislim, takrat ni bilo moderno, da ga imaš, v glavnem. Ampak jaz, ko sem razmišljala, da bi imela zobe, bi bila toliko bolj zgovorna, toliko bolj si bi upala sploh, ne vem, pogovarjati s kom in tak naprej. Se ne vem, bi bilo to res, jaz sem bila vseeno po naravi bolj zadržana in tak, ampak to je sem še slabše vse bilo. In pol prišel čas za operacijo in nikoli ne pozabila. Bila sem na Slovenj pri Ciglerjevi, kar ni idealno baje, pač. Ampak ja, takrat smo šli in če se ne motim, cel komplet implantata enega je bil Jurija 100 že takrat, 2 sta bila pa 200, nekaj takega. Torej, en del, ta del, ko ti vstavijo, je 500, drugi del je 600, nekaj takega, ne vem. Da, najprej sem mogla v niz nakažen zob ven dobiti, pol so mi pač operirali, vstavili, pač odrezali, šraufali, šraufenot, to je kar zvrtati morajo pa še tako z dletom in kladivom in tokla, ker je mogla dograjevati kost, nekaj takega.
In bolj ti to zašijejo in čakaš, da se te šarafi prime, da je vse v redu. Jaz na srečo, jaz moram reči, moje telo, ne vem, jaz nisem nikoli zatečena, takrat se spomnim, to je kar, operacije, oni so taki po tej operaciji, jaz nisem nič, nobenih problemov imela, lepo se mi je zaraslo vse in pol čez 3 mesece, mislim, da ti vdrežejo ta je zobe končno imela sem vmes. Predna so mi čisto zalepili zobe, sem imela te začasno in se spomnim, da enkrat sem se tako nasmejala pri telovadbi, ne nikoli pozabila, da mi je en ven pada in sem laufala za njim. Oh my god. No in zdaj, to je zdaj moj zob. Jaz lahko s tem ugriznem v jabolko, bolj močno je kot moj zob, ampak zdaj trenutno ne, ker pač so mi dlesno operirali. In bolj sem jaz končno imela zobe. Itak srečna, ful, ampak kaj je bil pa bolj problem, da jaz sem še vedno bila zadnji letnik srednje šole sem bila in bolj so drugi začeli opažati, da pač je nekaj drugače in mene je bilo sram se smejati, ker nisem hotela, da opazijo, da imam jaz pa kar naenkrat zobe, ker nisem hotela razlagati komu, pač kjer bo dala res, ampak ja, bolj je pa itak cajt bil za srednjo šolo in faks in totem, tam sem pa končno, da sem imela nek nov začetek brez problemov z zobami. No in zdaj, te občutki in vse to se je začelo nazaj pojavljati zaradi tega, ker pač se je začelo opažati, ker se mi je dlesno dvignala, se je videlo, pač tako proseva malo skozi ta kovina, kaj se reče nam. Skrbelo me je, ker sem imela ful vneto in pač to tudi za zdravje ni dobro in lahko tudi zgubiš implantate in tako naprej. In sem bolj šla po priporočilu mojega zobozdravnika, temu v Celje dr. Božičo in res ful top vse. V bistvu po prvem pregledu se je odločil, da mi bo dogradil kost, da mi bo dogradil membrano in bomo videli, upam, da telo sprejme, ker je možnost, da ne, ampak kot sem rekla, jaz sem že implantate imela in verjamem, da moje telo zmore to sprejeti. Če ne drugega, bom vsaj zdrava v smislu, da se mi ne vname in to, ker mi je tudi nekaj izbrusov. V glavnem, kar sem se jaz najbolj bala, pri prvi operaciji mene so injekcije najbolj bolela. Jaz se ne bojim injekcije, ampak ko ti da v nebo injekcijo, ko je trdo nebo, oh my god, pa tu spod, oh my god, posod dobiš injekcije, tega me je bilo najbolj strah, pol itak ne čutiš. Ampak on mi je pa tako res je rekel, sprosti mišice in sem se res čist sprostila in je ful manj bolelo. In samo eno sem dobila, ne bo ostalo vse od strani pa tak. Ja, pol pač itak med operacijo ne čutiš, razen čutiš, kak ti vse tukaj, jaz nisem mogla dihati pa to. 1 uro pa pol je trajalo. Ja, upamo ne bo še jutri grem šive pobrati, da se bom lahko končno smejala pa premikala zgornjo ustnico, ker zdaj imam šive čist tukaj, pod nos. V bistvu ti zareže gr pri enkah. To je moja zgodba, če si kdo najde o tem. Vse bo dobro, upam, da se vam porihta. Dejansko ful vidim teh primerov, ker jaz od nekdaj ful gledam ljudi v zobe, ne zato, da jih ocenjujem, ampak opažam ful stvari, in doskrat vidim, ko ima nekdo trojko pri enki in snovno. Ampak dejansko na enih ful lepo zgleda, jaz pa ne vem, se zdi, da imamo ful švičaste, da je bilo ful opazno, tega imam ful švičastega, ne vem. Itak smo več, ko sam videz, ampak povej ti to najstnici pa eni srednje šolke, ne bo te poslušala, ne. Pa nažalost še vedno vsi ful gledajo na videz. Vidim to, ko sem skozi na internetu in se izpostavljaš in eni so res, jaz pravim, da so gnili navznoter, ko to komentirajo. Ampak meni je vseeno, ampak nočem, da gre kdo drug skozi to, kar sem je šla. Oziroma, folk se ne začne obnašati, to smo imamo izgovorov za druge, ko nas žalijo. Vsi imamo težke trenutke, pa ne žalimo drugih zaradi tega. Okej, ne vem, koliko cajta sem govorila, ampak ja, to je to. Preden da se spet jokam. Prispela sem, se vidimo v operaciji. Preživela sem. Ali sem krvava? Ja, sem že pripasala. Ali sem krvava? Čutek, da sem si šla ustnice nafilati. Se moram iti po antibiotike pa protibolečinske, tako da grem, moram iti že kar zdaj, je rekel, ker se bo razbolelo. Tu na levi strani sem že malo čutila. Drugače pa ni bilo hudo, tudi injekcija, ko sem rekla, da me je strah injekcija, ni bila tako huda kot takrat, ko se spomnim. Ful lepo mi je dal, ful v redu, doktor Božič v Celju, če vete. V glavnem,
Moram si pojeti po neki jogurt, ker ne smem antibiotika vzeti na prazen želodec. Ok, se vidimo bolj. Upam, da se ne polijem, ker še vedno ne čutim stvari. Amoxiclav, antibiotiki, konjski. By the way, konjsko kost imam v sebi. Samo je tako obdelano to, da ni, v bistvu samo do mineralov prideš. Naklofen, zdaj me pa že malo boli. Gremo domov. Mika je najbolj srečna, da sem jaz na kavču, to si skozi želi, da se stiskamo, da sem samo zraven nje. Tako da zdaj res 2 dni počivamo. Sem si pa na nov Netflix naredila, no sem vam že povedala, ker ponavadi ga ne gledam in se mi je zdelo škoda zapravljati denar za to in zdaj sem pa rekla, ok, zdaj bom rabila Netflix oziroma nekaj, da gledam in sem si kupila in sem se odločila, da bom gledala to Simone Biles dokumentarc, ker to je ta atletinja ameriška, ki ima že ful teh medalj in tako malo za motivacijo, pač ker ti atleti morajo tako ful trdno delati in tako naprej, da so tako uspešni in da vidim ta njen mindset. Mika, si ti najbolj srečna muca, zdaj ko jaz s tabo ležim na kavču, ha? 2 uri smo na kavču, to je ne več, kar sem kadarkoli na kavču. Prav, ona nikoli trdno ne zaspi, skozi je pač naprej že. Danes je pa tako trdno zaspala, ko sem bila zraven nje, da je nekaj imela čisto zasukane te oke in usta je odpirala. In je bila čisto v transu. Poglej, kak šrimp si ti. Poglej, kak šrimp, ja. Kao pijem tu na slamcu, hladno, led sem si dala not. I tak rada hladno pijem. Pa sem po brokoli in pozabila brokoli kupiti, ampak nima veze. Pasirano skuto sem si kupila, ta je taka gladka. En rjav fižol, če ga imam, pa ga bom monem za čebulo rezati, zmiksala. Prvo juha tega itak danes ne morem, ampak ja, da bom imela tofu, pa mozzarelo, to tudi ne bom danes pomaja. To bom, to, avokado, humus, ali pa kombuči 2. Zdaj sem ugotovila, ko imam preveč cajta, ker počivam,
da ful več cajta preživim na telefonu in ful snape pošiljam družini, pa ful več objavljam posod. Pravno, nikoli nimam cajta in časih sem pravno, nisem nič objavila danes. Danes se malo zadržujem, da ne objavljam toliko. Moja snala preveč polenta, sem odla bolj redko narediti sam. Večer je ohlajena polenta z mlekom mrzlim, pa naribano ter dokuhano jajce isto ohlajeno. Je prišel cajt za umiti zobe. Ful me je strah cel dan, že o tem razmišljam, ker si nočem kaj izmrdati. Ampak jih moram umiti, ne. Ponitkati jih moram, nežno skrtačiti, z palčko moram šive počistiti, pa z vodico usno. Torej, kupila sem si zadnjič, sem vam pokazala verjetno to Velvet Soft Curaprox ščetko. Potem to posebno nitko, ko sem že tako uporabljala. Tam sem si še kupila nov Parodontax, ker sem imela eno drugo, ampak sem rekla. Potem sem za zdravnika vprašala, če vem kako posebno to usno vodico, rekel sem, da ne gledam, da je brez alkohola in ta je brez alkohola. Obstaja tudi nekako en teden po operaciji uporabljaš, sem mi rekel, da ni nujno. Malo sem tak škratek, se mi zdi tukaj pri nosu sem zaotečena malenkost. Po mojem vi sploh ne opazite, zato ker imam šive do sem. Boš mi lak se, ja in pol nem, da snema lako. Ja, nisem si niti še not pogledala. Dobro jutro, sem se tako lačna zbudila, vredno tudi ne pomaga, da dobim menstruacijo kmalu, takrat sem jaz najbolj lačna. Je pa ena pozitivna stvar, ponavadi pred menstruacijo sem bolj sladkega lušta, kar je zelo redko za mene, tako da bo lažje najti ideje za jesti. Torej, danes imamo tukaj avokado, humus, skuto, z malo bučnega olja. Naredila sem si japonsko omleto, ampak čakam, da se ohladi. Medtem bom pa drugo jedla. Danes sem pa take brezvezne stvari delala, da sem rekla, vas ne bom utrujala. Vse sem pospravila, cote obesla, posodo. Ful sem imela nekih cot za zložiti, ko sem danes snemala nekaj. In posesati je bilo treba, tudi pajčevino, pa tako glavno, tako malo generalno. Zdaj pa razmišljam, da grem po ni brokoli, ko sem ga včeraj pozabila. Tek se mi lušta brokolija, kdo bi si mislil, ne? Pa razmišljam, da bi si beli kruh kupila, pa bi sam sredico si, ne vem, z mehko kuhanim jajcem si lahko zmiksam, ali pa kam namočim, to bi šlo, ker se mi tak lušta neki, ali kruh ali riža, sam riža ne morem. Kruh bi pa šel, ja. Nisem zdaj ful lačna, sigurno manj pojem, ampak tak ne zadovoljena sem. Ja, druga včeraj umivanje zob, pa danes je bilo cool. Zdaj me je že manj strah, včeraj po umivanju zob. Sorry, to televizor zvori. Mi je bilo skr slabo, pač slabo mi je bilo, ko sem gledala to rano, pa to nisem jaz najbolj za take stvari, ne bi mogla biti medicinska sestra ali pa zdravnica. In se je bilo že boljš. Ja, gremo zdaj v trgovino. Pardon, pojedla bom to, zato ker sem lačna, pa nočem bolj trgovini, tako si ne morem kaj kupiti za na hitro pojesti, tako da bom to zdaj pojedla. Polento pa mrzlo mleko. Na srečo imam jaz to ful rada. Jaz tudi ajde žgance z mlekom jem. Evo, sredica kruha, pa pašteta. Evo, movie night hrana, naribana jajce, brokoli, humus. Movie night. Oprostite mojemu izgledu, ampak 1. september je. Oh my god! To sem bila od Bags and More mimo grede. Jaz sem tako vesela, ker imam ful rada te spiralne. Ta je ta šolski, torej od septembra. To so neki začetki. Še avgusta imamo malo. Nisem vedela. 1. september nedelja in pol se začne zares.
Glavno, tu imaš tak cel pregled nad mestom. Enega podobnega sem enkrat že imela in mi je bil najljubši. Pol imamo pa te stroške, prihodki, odhodki in pol se začne ta tedenski. Ok, da zaključim ta vlog tukaj. Mogoče kdo dobo kako idejo za hrano, kaj jest, če moraš mehko hrano jest. Se mi zdi, da sem se kar znajdla, še vedno se bom mogla, ampak ja. Hvala za vašo podporo. Ta teden bo bonus vlog in nekratek en bonus vlog, jesenska dekoracija, nakupovanje jesenske dekoracije, okraševanje. Že lahko vidite malo, da sem okrasila, oziroma nočem vam pokazati če. In tako se veselim, sem ga že začela malo montirati. V glavnem se vidimo spet ta teden in hvala vsem.